Lepo pozdravljeni vsi skupaj v nauku glasbi video 8 oziroma 8. del, kjer bomo obravnavali osnovne intervale, čiste, velike in male intervale. Vkolikor danes ne bomo uspeli obravnavati vseh, se bo to nadaljevalo tudi v 9. videu. Pa začnimo. V prejšnjem videu smo tudi omenili eno pomembno stvar, ki se reče višaj in nižaj. Upam, da ste si ti dobro pogledali in utrdili, kajti zelo prav vam bodo prišli danes pri intervalih, oziroma morda naslednjič, ko bomo vzeli tudi zvečane, zmanjšane intervale in potem tudi pri molovih lestvicah. Tako, ker so intervali razdalje med toni, moramo seveda zopet naredili pentagram. In to ni pentagram, kakor ga nekateri poznajo, tole, oziroma pač 5-kraka zvezda. Temu se tudi reče pentagram v glasbi. Torej, notno črto je ali pentagram, kolikor se v angleščini učite. 2, 3, 4, 5. Tako, naredimo violinski ključ na tonu G. Predvidevam, da bo to prekratko, tako da bomo kar podaljšali, ker se to tukaj da. Takole, naredim končaj in zadnjo taknico. Ok, niso ravno ravne črte, ampak življenje gre tako. Torej, interval oziroma intervali so razdalje ali pa razdalja med dvema tonoma. In vedno pri intervalih upoštevamo recimo začetni interval. Bom začela na tonu C. Razdalja med dvema tonoma je lahko tudi razdalja od enega tona do istega tona. Kajti razdalja ne pomeni tako, kakor razdalja, da naredimo ne vem koliko milimetrov, centimetrov, metrov, kilometrov in tako naprej, ampak pomeni ta nihaj v glasbi, ta frekvenčni nihaj, ki se zgodi pri tonu od enega do drugega tona. Torej, če naredimo, tu bomo tudi zaigrali, če naredimo interval na istem tonu, se temu intervalu vedno reče prima. Ker je prima. Ta interval se označi kot čisti interval in je čisti interval in prvi interval. Č1. Če jaz naredim ta interval, ne vem, tale interval tukaj, ga bom še vedno označila za Č1. Tudi če ni na začetku v moji lestvici. Gre se pravzaprav za ponavljajoča dva tona. Tako da se naredi razdalja na istem tonu. Primer. C, C. To bi bil en interval. C, C, muha C, C. Torej, zdaj bom napisala par osnovnih intervalov, pa da mi bo uspelo tukaj napisati do 5 intervalov. Morda pa tudi ne. Potem bom video dala na kratko pauzico in grem do klavirčka in vam bom to tudi zaigrala. Zakaj vam rajši tukaj napišem in potem tam zaigram? Ker se mi zdi, da je tukaj malo boljša svetloba. Čisto iz tega vidika. Nimam profesionalne opreme in za potrebe teh videov, da vi razumete, ne vem, zakaj bi jo tudi imela. Če pa vas kaj moti, pa mi je žal. Ali pa tudi ne. Tako, v glavnem prima in je to čisti interval. Zakaj? Nekatere intervale imamo čiste, nekatere imamo male,
velike in potem v naslednji lekciji se bomo učili tudi zvečane in zmanjšane intervale. Kaj pravzaprav to pomeni? Če se spet spomnimo tisto struno, ki smo jo razdelili, pri čistih intervalih nastane neko čisto razmerje. Matematično pravilno razmerje bi lahko temu rekli. Skratka, zveni najbolj prečiščeno, izčiščeno, pravilno, čisto. Zato rečemo tem intervalom čisti intervali. Potem pa imamo primer razdalje med tonom C ter tonom D, kakor smo se zadnjič po lestvici učili, razdalja med tema dvema tonoma je en cel ton. Ko se gre za razdaljo za en cel ton, lahko to malo više napišem, samo moment, takole in takole. Ko se gre za tole razdaljo, za en cel ton imamo tukaj veliki interval. Veliki interval. Ko vidim, da imam en cel ton vmes, oziroma več, ko je celih tonov, bo veliki interval. Gre se potem za koliko je teh tonov vmes. Zdaj jaz moram prešteti, koliko je tonov med C in D. Torej, 1 je C, vedno začnem pri C-ju, je 1, D je 2. Torej, to bo razdalja, velika razdalja dveh tonov, dveh intervalov, oziroma enega intervala iz dveh tonov, in temu se reče sekunda. Sekunda. Kakor minuta, sekunda, stotinka in tako naprej, to je sekunda. Sekundo prav tako lahko napišem kjerkoli druge. Gre se, da je razdalja med prvim in drugim tonom en čisti ton. Ne pol tona, kakor smo se zadnjič učili, pol tona, za en čisti ton. Okay? Torej imamo primo sekundo, zdaj imamo veliko sekundo, lahko imamo pa tudi malo sekundo. Mala sekunda je primer pri poltonu. Tukaj bom dala primer F, E in F. Če se spomnite, razdalja med E in F je pol tona. Razdalja je še zmeraj dosti blizu, ne gre se za tukaj in tukaj, ne? Gre se za 1, 2. To pa označim z malim, oziroma videla sem dostikrat, ko sem se jaz učila, smo označili z malim m-jem, označijo z velikim m-jem, pa naredijo 2. Zdaj, jaz načeloma bi raje označevala z malim m, ker ko se gre pa potem za, ali pa obratno, ko se gre za molove akorde, se potem tam označi z velikim m, ali pa se pač tukaj označi z malim m. Skratka, potem je pri zapisih dveh različnih stvari malo potem kakšna zmeda lahko nastane. Ampak gre se samo za zapis. Če vi razumete, kaj je tukaj, potem je super. V glavnem, in imamo E in F, je razdalja pol tona. Še vedno sta 2 tona, torej med E in F ni nobenega vmesnega tona, torej tu sta 2 tona. In tukaj imam veliko sekundo, tukaj pa mala sekunda. To je edina razlika. Torej, velika sekunda je razdalja enega celega tona. Mala sekunda je razdalja pol tona. Ok? Potem pa imamo že, bom dala zdaj od cele do E. C, prvi ton, D je vmes, drugi ton, E, tretji ton. Tukaj bo šlo potem za razdaljo 3 tonov in ker imam tukaj cel ton in še cel ton, bom sem tako narisala, da si predstavljamo, med C in D je cel ton,
med D in E je cel ton. Tukaj sta razdalji dveh celih tonov, tako da bo to velika, imamo pa 3 tone vmes. Prvega štejem 1, 2 in 3. Velika terca. Velika terca. Če pa bi želela jaz narisati oziroma napisati malo terco, bom pa tukaj morala dobiti pol tona manj. Kako pa lahko to naredim? Enostavno. Zapišem D, F. Med D in E je cel ton, med E in F pa je pol tona. Vidimo to, a se vidi to? Verjetno bolj ne. Mala terca je razdalja, torej 1, 2, 3. Tega drugega se ne vidi, ne, ker je E. Torej 3 tonov in je, bom rekla, dolga razdaljo enega celega tona in pol. Upam, da se to dobro vidi. Torej imamo primo, sekundo in terco. Imamo veliko sekundo, malo sekundo, veliko terco, malo terco. Medtem ko prima je lahko samo čista. Samo čista. V redu? Zdaj bom pa šla do klavirja, da se bo to še zaigralo in slišalo. Ok, smo nazaj. In bomo zaigrali, kako izgleda interval prime. Čista prima. Bomo to malo pojačali. Še enkrat. Praktično naredimo na istem tonu, ponovimo isti ton. Lahko zaigram to na tonu E, na katerem koli tonu zaigram, gre se za dvakrat ponovljeni isti ton. Pa naj to razumljivo. Zdaj pa velika sekunda, kjer je razdalja med tonoma za en cel ton. Zaigram najprej tona posebej, potem skupaj. Poslušajmo. Posebej. C, D. Še enkrat. Skupaj. 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 Slišite tole vmes, ko začne tako nihanje? To je pravzaprav to valovanje enega celega tona. Ko gremo pa malo sekundo, razdaljo med E in F, kjer je pol tona, pa bomo slišali razliko. Posebej. Posebej. Skupaj. 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 Primerjava med veliko sekundo in malo sekundo, tona bom zaigrala skupaj. Torej, velika sekunda, mala sekunda. Pri veliki sekundi se sliši, kot da je še malo prostora vmes, da se lahko malo diha. Torej, pri mali sekundi pa je ta prostor zaradi tega poltona zelo utesnjeno, zelo je skrčeno, tako da tako. Ok,
Zdaj pa gremo na veliko terco, ki ima razdaljo med C, D, E, torej med C in E. In zaigram posebej tona, torej. In zdaj skupaj. 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 Lahko vas spominja ta interval, morda na slovensko ljudsko Katarina, Barbara. Lahko vas pa spominja na neko, asociira vas lahko na neko drugo pesem. In dobro bi bilo, da si vsak sam zapiše, na kaj ga asociira to, ker ko boste slišali ta interval iz kakšnega drugega, katerega drugega tona, boste lažje vedeli, aha, gre za razdaljo velike terce. Ker bo vedno zvenelo na podoben način, torej razdalja bosta dva čista tona. Aha. Katarina. Jaz si tako zapomnim. Če imate kakšno pesem, ki se začne na takšen način, vtisnite si jo v spomin in vedno boste vedeli, da gre to za veliko terco. Zdaj pa še razdalja male terce med D in F. Imamo D, E, F, kjer imamo med E-om in F-om pol tona, med D in E, torej med D in E tonom, pa imamo cel ton. Zdaj pa razdalja bo samo tale, tega tona vmesnega ne zaigram. Torej, posebej D in F. In skupaj. Skupaj. Ta interval pa si lahko zapomnite po slovenski ljudski Marko skače po zeleni trati. Ali pa kakršnokoli asociacijo si boste naredili. Pomembno je, da je razlika med malo terco in veliko terco. Poslušajte. Pa velika terca. Velika terca deluje tako bolj ziher, stabilno, tako, ker se gre za dva čista tona, medtem ko tam pa nekaj manjka. Tako jaz začutim. Kako vi začutite? Ne vem, napišite v komentarje, napišite si v zapiskih, naredite si en mentalni trening in natrenirajte. Tako da, toliko za danes. Naslednjič bomo obravnavali kvarto, kvinto, seksto, septimo in oktavo. Zaenkrat bomo ostali pri velikih, malih in čistih intervalih. Potem bomo pa vzeli tudi zvečane in zmanjšane, kar nam bo zelo pomagalo tudi pri naravnih oziroma pri lestvicah, molovih, ter pri akordih in četverozvokih. Se opravičujem, včasih se mi malo zaplete jezik, tako da upam, da vam je bilo danes to všeč in se vidimo prihodnji teden. Čau!